ima 30 let. Pred 30 leti sem se odločila, da ustanovim podjetje in z trdnim, vztrajnim delom ohranjam še vedno aktivnost in tudi mladost, kot vidite. Predajam pa dela in akcije na mlajšo generacijo, ki upam, da imajo ogromno idej in vidim, da jih imajo in računamo na uspešno prihodnost. Hvala lepa, Irina. Borut, prosim. Tukaj sem rekel, tukaj je Irina že rekla, naša zgodba se začela leta 1993, takrat smo začeli večinoma z distribucijo in servisom laboratorijske opreme. Danes delujemo na področju farmacevtike, prehrambne industrije, kjer podpiramo laboratorijsko in procesno analitiko. Velik poudarek dajemo pa tudi področju razvoja, na področju raziskav v farmaciji, biotehnologiji in diagnostiki, kjer sodelujemo z velikimi farmacevtskimi podjetji in partnerji iz celega sveta. Zato smo tudi danes tukaj dobili, da bomo lahko kasneje malo pogledali laboratorije, da tudi bolj občutek, kaj sploh delamo. Mi se zavedamo skozi ta naš 30-letni proces, da je na svetu, še posebej zdaj v zadnjih, recimo 10 letih, na svetu dosti mladih študentov, tudi start-upov, zagonskih podjetij, univerz, inštitutov, ki pridejo do novih spoznanj. Mnogo od teh spoznanj pa si končajo v predalih ali pa jasno za objavo znanstvenega članka, kar je tudi za dobrobit človeštva zelo dobro. Mi bi si pa želeli, v bistvu, da bi nekatere ideje, v bistvu projekti, iniciative ugledale luč sveta in se v praksi realizirale in bi se uporabljale in pripomogle pravzaprav na področju farmacije, biotehnologije in prehrambne industrije. Prav s tem namenom smo ustanovili novo platformo Labena Ventures. Gre za akcelerator idej s področja medicine, biotehnologije, prehrambne in farmacijske industrije in na področju geografske vzhodne in centralne Evrope. Je edini tovrstni akcelerator idej, ki pokrija več držav in regij. Torej, če gremo od pribaltskih, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, republike naše bivše Jugoslavije oziroma ta Adriatik, regija in Albanija. To bo odprlo možnosti kar nekje okoli 110 milijonov držav, ki imajo skupaj 110 milijonov prebivalcev. Je pa tudi prvi posluševalnik tega področja v Sloveniji in edini mednarodni te vrste še širom. Mogoče bi te predal mogoče. Ja, zdaj pa spravili smo se tukaj zaradi projekta Labena Ventures, mogoče nekaj besed. Labena Ventures je platforma, ki je namenjena temu, da v bistvu z našimi znanjem v Labeni, povezavami, infrastrukturo in pa tudi laboratoriji, ki jih imamo, ki jih boste videli tudi tukaj, pomagam in sposobimo vse, ki bodo svoje ideje in projekte prijavili na projekt, jih bodo želeli testirati in pa tudi razviti in komercializirati, seveda ta del je zelo pomemben. Namen je, da v bistvu s svojim znanjem pomagamo univerzam, inštitutom, raziskovalnim inštitucijam in tudi idejam posameznikov v povezovanju s skladi kapitala v Evropi, ZDA in tudi drugod po svetu. Ta dostop do kapitala je zelo pomemben za zagonska podjetja in pa seveda tudi izobraževanje. No, in kaj pomeni to? To pomeni v bistvu idejo pripeljati, idejo projekt ali pa startup, zagonsko podjetje, pripeljati do investitorjev in zaključiti investicije v izdelane projekte, ki imajo potencial za globalno rast. Mi bomo seveda tu z Labeno omogočili dostop do svojih znanj, uporabo laboratorijev in pa tudi denarnih sredstev. Bi pa poudaril to, prijave se odpirajo od torka 14. marca, so vsi, ki sem jih omenil, inštitucije, posamezniki, startupi, povabljeni, da prijavijo svoj projekt, torej v torek 14. marca. Od vseh prijavljenih idej bo žirija, komisija izbrala do največ 40 projektov. Sledila bodo temu izobraževanja, kjer bodo izbrani timi osvojili poslovne veščine in predstavitvene veščine, pa tudi veščine strateškega pozicioniranja svoje ideje in umestitve projektov na trg. Je pa pomembno poudariti to, da v bistvu seveda mi bomo pomagali pri iskanju investitorjev, imeli bomo pa tudi mentorski program, kjer jim bo omogočen dostop do trenutno več kot 80 potrjenih mentorjev iz celega sveta. Ta številka se tudi veča z dnem, tako da upam, da bo vedno vsak dan večja.
in te ljudje prihajajo iz različnih področji biotehnologije, financ, podjetništva in tako dalje. Ja, mi bi želeli, da jasno tej platformi Labena Ventures več čim več posameznikov, da bodo imeli da bodo lahko svoje ideje, rešitve in projekte prijavili, testirali. To ne bi bil prostor za testiranje idej, ki bodo lahko posamezniki, startup podjetja, univerze, inštituti uresničili in komercializirali. To, kar je Boštjan že rekel, pri tem poti bomo mi pomagali, predvsem zato do investicij, ker si želimo, da bi do trga pridejo pravzaprav najboljše ideje in ki bo na koncu svoje poti zaživele in izboljšale kakovost življenja, zdravja in ljudi po svetu. Z dostopom do investitorjev bo preko osebnih skladov na voljo več kot 100 milijonov evrov. To mogoče še malo v podjetju, mogoče samo še omenim, da, kot sem že rekel, je podjetje bilo ustanovljeno leta 1993, 2004 je prejelo nagrado GZS za posebne gospodarske dosežke in še enkrat 2018. Leta 2019 je bilo nominirano za nagrado za hitro rastoča podjetja Gazela v osrednji slovenski regiji. Podjetje je prisotno trenutno v 6 državah in posluje globalno. Leta 2015 smo ustanovili raziskovalno razvojni laboratorij, v katerih se danes nahajamo. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Gre za področje razvoja bioloških procesov, čiščenja za biološka zdravila. To gre, pri tem sodelujemo z globalnimi farmacevtskimi podjetji. V glavnem se ukvarjamo z razvojem procesov in procesno karakterizacijo. Ponujamo pa tudi določene analitske storitve, ki jih drugi oddelki znotraj te organizacije ne izvajajo. To je področje biofizikalne karakterizacije. V glavnem gre za proteinske bioterapevtike, najbolj poznana so monoklonska promodelisa. Po domače biološka zdravila. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. V molekularno-biološkem laboratoriju delamo raziskave, ki temeljijo na DNA ali pa RNA molekulah. In sicer z njimi določamo prisotnost različnih ali patogenov, mutacij in podobnih. Imamo pa zelo občutljive metode, kot so recimo digitalni PCR, kjer lahko določimo posamezno molekulo DNA v vzorcu, ali pa tudi z metodami se ukvarjamo, kjer analiziramo prav na nivoju posamezne celice, poteka analize. Te analize opravljamo ali za farmacevtsko industrijo, za raziskovalne akademske inštitucije, pa tudi za kakšne klinične inštitucije v tej predkliničnem delu, kjer se potekajo raziskave na temo odkrivanja novih zdravil, novih načinov v diagnostike, ne opravljamo pa diagnostike same. Večinoma so naši kadri ali so magistri različnih fakultet, ki se ukvarjajo z študijem vedami o življenju, imamo pa tudi nekaj doktorjev znanosti zaposlenih.